Šolski projekt Konzervatorija za glasbo in balet Maribor nosi naslov Od improvizacije do kompozicije. To je projekt klavirskega oddelka, ki smo ga predstavili na klavirskih dneh Društva klavirskih pedagogov Slovenije. Z njim smo želeli prikazati pot, ki jo prehodi skladba od ideje do zapisa in izvedbe. Na projektu je sodelovalo 6 komponistov. Naši učenci in dijaki so izvedli svoje lastne skladbe in improvizacije v različnih slogih in oblikah. Pri komponiranju se namreč otroci na še drugačen način srečajo z glasbenim materialom. In ta izkušnja, kako je skladbo napisati, kako sploh cel ustvarjalni proces nastajanja skladbe jim izjemno veliko pomaga tudi pri samem poustvarjanju drugih skladateljev, se pravi pri tisti njihovi osnovni dejavnosti. In ta simbioza ustvarjanja na eni strani, na drugi strani poustvarjanja, to daje eno neverjetno širino in večjo možnost pri glasbenem razvoju. Torej, jaz sem se odločil, da bom za šolski projekt naredil improvizacijo, in sicer na skladbo Rahmanina, Preludij, opus 23, številka 5 v G-molu. Pri tej skladbi mi je bilo najbolj všeč, ritem mi je bil najbolj všeč, in sicer na začetku. In zato sem tudi ta ritem povzel, s tem, da sem spremenil melodijo. Torej, Rahmaninov je začetek napisal takole. Tako dalje. Ta ritem sem torej povzel ter spremenil melodijo. Zatem je Rahmaninov naredil srednji del, ki je nekoliko bolj umirjen in romantičen. Tako sem probal tudi narediti jaz in tudi sem naredil. Rahmaninov je naredil tako. Jaz sem pa naredil podobno, s tem, da sem malo spremenil melodijo in še dodal svoje dodatke. Proti koncu pa je Rahmaninov začel počasi stopnjevati tempo in dinamiko, tako sem podobno naredil tudi jaz, ter naredil konec v jazzovskem stilu, Rahmaninov pa še naredil nekaj drugega, kar pa sem se jaz odločil, da ne bom.
svojem pedagoškem delu z dijaki sem ugotovila, da dijaki premorejo neverjetno veliko ustvarjalnega naboja, ki ga nimajo prilike nikjer pokazati in v določenih trenutkih rabijo tudi strokovno pomoč pri realizaciji. In smo začeli z projektom večera komponistov, dijakov komponistov, ki ga imamo vsako leto. Na koncu šolskega leta vse njihove partiture, ki jih napišejo, seveda so skladbe vse tudi notirane, objavimo v zbirki skladb dijakov komponistov Konservatorija Maribor. Naslov skladbe je Somnium Mundi, kar pomeni svet sanj. V moji skladbi se vsak ton počasi prelije v drugega in tako postopoma nastajajo intervali in akordi. To mi daje občutek svobode in prostih misli, ki pa lahko zaidejo kamorkoli. Vse to pa mi omogoča samo komponiranje in izražanje skozi glasbo. Vedno znova nas presenečajo, vedno znova z nekimi novimi idejami, z novimi pogledi, z novimi iskanji zvoka, z njihovo gorečnostjo, kako potem oni tudi izvajajo te svoje skladbe in to prenašajo na občinstvo. Dijaki ne samo, da komponirajo svoje kompozicije, ampak jih tudi izvajajo ob pomoči svojih sošolcev, tudi učiteljev, svojih učiteljev inštrumenta, kadar je pa potrebno, in to se je zgodilo zdaj že kar nekolikokrat, pa jih naučimo tudi dirigiranja. Z komponiranjem sem se že v osnovni šoli začela ukvarjati, potem v srednji pa je začela želja po nečem večjem, po večji kompoziciji naraščati. In ker kot pianisti dobimo ne tako zelo veliko priložnosti, da bi igrali z orkestrom, sem se v bistvu odločila, da sem jo kar sama naredila, po domače povedano. In tako sem napisala fantazijo za klavir in godalni orkester.
glasbeno idejo, zdaj veliko sem preposlušala molovskih tonalitet, nekako D-mol, Rahmanino, te zadeve so me zelo privlačile. In od tam se je potem nekako nadaljevalo, ponavadi, v trenutkih, ko se ravno nisem bila najbolj za resno vadenje in potem kakšna melodija, tak improvizacijsko čist, pa se potem razvilo to, kar se je iz tega. Enkrat, ko je ata nekaj pisal na računalnik, sem slišal eno zelo zanimivo melodijo. Ta melodija mi je bila zelo všeč, zato sem se odločil, da jo bom malo priredil in predelal. Zelo rad poslušam džezista Oskarja Petersona, ki je naredil ta prehod. Ampak on je še nekaj igral v levi roki. Potem sem naredil še 3 variacije in vmes dodal različne prehode, zato da bi se skladba lepše prelivala in da bi bila lepša. Mi otroke v prvi vrsti vzgajamo za poustvarjalce. Vendar izkušnja, kako je biti ustvarjalec glasbe, je neprecenljiva. In ob mentorskem vodstvu se je izkazalo, da so otroci sposobni neverjetnih razsežnosti in da so izjemno ustvarjalni in da smo naravnost osupli in da je letos osupnila tudi strokovna javnost. Kaj ti otroci, ki so sicer pianisti, flavtisti in
skratka inštrumentalisti ali pa so glasbeniki splošne smeri, česa vse so sposobni, kako veliko invencijo imajo, kako dobre ideje, koliko nekih svežih pristopov pri ustvarjanju so sposobni poiskati, da je to res nekaj neverjetnega. Edino zdaj tale zaključek, poglejma, tule si šel v unisono v oktavo. Jaz bi ti tu predlagal, glede na prejšnjo harmonijo, da bi ti zaključil, da popestrima oktavo šesterco z nono. Velika septima, terca ohranja terčno harmonijo, ker cel stil je pisan tudi tako zelo poslušljivo, ampak zaključek malo pustimo negotov. Se strinjaš? Se strinjam. To je skladba za klavir štiriročno, bolj v modernističnem stilu, taka res odštekana. Sem trubentač, ampak kompozicija mi je hobi in užitek, kljub temu, da trubento igram. Skladbo sem mogel napisati po naročilu, na podlagi 3 pridevnikov, hitro, poskočno in odštekano. Začel sem se igrati malo s harmonijami, več kot sem imel napisano, v bistvu lažje šlo in sem tudi skladbo dokončal in mislim, da mi je v redu uspelo. Ideja, jaz sem gledal izključno na to, da bom zadev prav energijo na podlagi teh 3 pridevnikov, tudi karakter. In da nekot vse harmonije in vse glasbene snovi, ki v to spadajo, da povežeš v pravi karakter in pravi energijo. Žal, program umetniške gimnazije predmeta, ki bi se mu reklo kompozicija, nima. To je samo študij na Akademiji za glasbo. Imamo pa nekatere predmete, pri katerih se precej dotikamo ustvarjanja glasbe. Vendar predmeta, ki bi pa res gojil ustvarjalnost kot tako, pa žal ni. In zato je to dejansko izvenšolska dejavnost, tako za dijake, kot tudi za njihove profesorje.
v bistvu ena zbirka tem in melodij, ki sem jih sproti zapisoval. Osnova te skladbe je improvizacija, ki za mene pomeni zelo pomemben del jazz glasbe. In čar improvizacije v tem, da je nikoli ne moreš ponoviti celoti. Zato se ponuja možnost, da nekaj čisto novega zaigraš na koncertu, kar je super. S tem projektom smo želeli pokazati pot, ki jo prehodi skladba od ideje do zapisa in izvedbe. Skladbe so zelo različno skomponirane, ene so zelo prosto, s pridihom atonalnosti, kar tako bom rekla, izlite na klavir, druge so precej premišljeno napisane, večina jih je napisanih, so notirane, tiste improvizacije seveda ne, bodo izvajane, seveda, če bo kdorkoli želel še izvajati.